tudi vsi, ne, v bistvu. To so bila ena taka sporedna ob uradnih, ne, dogajališča kulture, ne, in to je predpostavljalo obstojanje drugačnega tipa družbe, ki dejansko ni več, ne. Obenem to je prvo vprašanje, namreč kaj mislite o tem, kako se je naša družba glede tega vprašanja spremenila iz uredniškega zornega kota. Drugo, kar bije oči pri vašem opisu uredniškega dela, je v bistvu velika pluralnost, ki ste izkazujete v teh svojih spominih, ne. Zdaj, tisti, ki smo zbrani tukaj okrog Kokuta, kdo se srečujemo z popolnoma drugačnimi razmerami dan danes, ne, nas imajo skoraj povsod za nezaželjene, iz ideoloških razlogov so nam vsa vrata zaprta in tako naprej. Medtem imamo tisto, da pri vas je bilo tako, da so bila vrata vedno odprta vsem in da pač bilo odvisno od kakovosti, ne, pač ne vem, prevajalcev in tako naprej, tudi avtorji, ki so jih predlagali, ali je bila pol knjiga, se knjigo sprejelo, kakšno zbirko ali pa ne. Hvala, to je šlo ko brzo vlak. Ja, čekajte, povedal, da imate nekaj časa, ne, da te ni več časa. Tiste postaje, kjer je človek zapornica spuščal, je brzo vlak zdrvel. Vse res sem jaz, moram priznati, ste mi vi bili tako prijazni, da ste mi to že prej poslali, da sem malo kaj ne čaka. Dobro večer in hvala. To vaše vprašanje seveda razumem dvodelno. Če začnem pri drugem, nepojemljivo se mi zdi, da danes kdo zavrača, domnevam, da literarne ustvarjalce ali pa esejiste na podlagi njihovega svetovnega nazora. To je bilo mogoče, žal, v preteklih časih, danes bi mislil, da je neki pluralizem tolikšen, da ni samo deklarativen, ampak da je lahko tudi udejanjen. Morda bom povedal primer, ko to ni bilo tako, pri katerem sem imel nekaj malega zaslug. Pri Mladinski knjigi, ko že dolgo nisem bil več urednik, sem predlagal zbirko kolumn, ki jih piše Jurij Palk v goriški tednik Novi glas, ki je seveda orientirana ideološko popolnoma v eno smer in so jo tam brez premisleha sprejeli in je potem tudi v prostoru čez mejo prejela tisto visoko tamkajšnje priznanje, vstajenje. Verjamem pa, da do takih ekskluzivitet prihaja in je zanje žal. Lahko da je prihajal tudi iz mojih časov, pa da zanje nisem vedel. Oziroma za kakšno sem tudi vedel, pa sem jo raj preslišal, ker se je zgodilo že v demokraciji, ko ne bi bilo treba. To, kar pa se je prijazno spraševali o delu urednika v tistih časih, pa ni bilo samo dela urednika, ampak je bil neke vrste način življenja. Zdaj, jaz se ne bom mogel v najnem pogovoru ogniti neke vrste memoaristiki, ki je včasih malo dolgočasna ali pa neprijazna, ampak jaz sem pravzaprav pol delovnega časa na založbi Mladinska knjiga preživel v času socializma, pol pa po osamosvojitvi, tako da so bile že te izkušnje, kar se tiče same službe in odnosov z nadrejenimi, sta bili rahlo drugačni. To, ko ste omenili, da pišem, kako smo se družili, kako smo postajali po lokalih, kako smo debatirali o tem in onem, je po moje samo na pogled bila neka lahkomiselna boemskost. Tam se je ogromno stvari dogajalo, nekaj živih prič je tukaj še med nami, Boris Novak, Peter Vodopivc, Jernej Novak, tudi deloma. Seveda, Niko Graf Anavar je hodil s tisto veliko torbo uredniško okrog in je res tudi skozi urejal. Tudi če smo stali za šankom, so se neke uredniške zadeve dogajale. Urednik v tistih časih, jaz sem imel predvsem urednik za prevodno književnost, je moral biti veliko bolj zvedav kot dan današnji, ko je vse dosegljivo ne samo po internetu, ampak ko je tudi
nek teror tujih agentov, tujega kapitala, kaj bo uspešnica, kaj ne bo za prevest, kaj ne. Recimo za primer dam znani roman Milana Kundere, Neznosna lahkost bivanja. Ena kolegica, ki smo jo zdaj že malo pozabili, je iz Pariza knjigo prinesla v francoščini, jo posodila meni in Jaroslavu iz Krušnju, se oba prebrala, se navdušila. Jaroslav je kot potomac Čehov kar pisal Milanu Kunderu na Kunderi na Rili Tre v Pariz, dobil izveren rokopis in čez eno leto je bila knjiga v slovenščini. 84 je bil izid v francoščini, 85 je bil v slovenščini. To je bilo za tiste čase relativno nepojmljivo, ko ni bilo vseh teh zvez. Ampak bil je nasledek, kot pravim, uredniške zvedavosti, z Jaroslavom so bila tudi prijatelja, neke tovrstne interference. Mnoge knjige so se naredile na ta način. In če ste me že vprašali, ali pa saj mislili vprašati, tudi kakšne so razlike med takratnim in sedanjim časom, bi lahko rekel, da je to obdobje, ko sem jaz bil na založbi od leta 1978 naprej, bil že tudi čas, ko je najbolj ostra ideologija malo popuščala ali pa se malo razkrajala ali pa malo medlela. In da je bilo veliko lažje v tistih časih opetnajstiti ali pa okoli primesti enega dežurnega ideološkega nadzornika, kot v kasnejših časih enega prenapetega dežurnega poslovneža, se pravi lastnika, se pravi človeka profita. Tako da, ne da bi hotel z nostalgijo po tistih časih govoriti, bili so različni časi in ne morem jih deliti zdaj na črno-bele, kot se rado deli našo zgodovino do leta 90 in nekaj, potem pa je bilo pa vse tako lepo. Ne, bilo je v obojih časih obojega kar nekaj in obojemu se je dal na nek način izogniti, preseči, narediti tisto, kar si mislil, da lahko in kar si mislil, da je dobro, kar se tiče knjižnega programa. Dovolj? Če vi mislite, da je dovolj, pa bo dovolj. No ja. Ne, mene recimo lahko povem kakšno anekdoto, če vam je odveč, no? Mislim, da publiki ni odveč. Anekdote so zmeri tako malo za rekla situacijo, ko pravim, da je ta ideološka kontrola malo popuščala, ne? Mi smo imeli enega relativno bistrega in tolerantnega glavnega urednika, Boruta Ingoliča, sina pisatelja Antona Ingoliča, ki je bil dobro poznan z kakšnimi političnimi funkcionarji mlajše generacije, tako da je kaj vedel, kaj tudi bi oni zamižali, kaj ne. Ampak en dan pride in pravi, pa Aleš, pa kaj si mi pa ti hotel narediti, pa kaj si pa to mogel narediti? Ja, kaj pa je? Ja, ene legende tiskaš. Ja, v Kondorju sem natisnil gvatemalske legende Asturias. Ja. In njemu je nekdo na CK-ju rekel, kaj pa pri nas legende tiskate, in on je preletel, kaj pa ti legende tiskate. To je anekdota, ki je benigna, ampak kakšne take so se pa kdaj tudi končale, recimo v mojem prejšnjem življenju na radiju s tistim obeskom s križem okrog lepega vratu Ajde Lesja kot špikarke malo drugačne. In to ne ostaje samo pri tej anekdoti, da sem jaz razložil, da konc koncev Asturias je bil tam doma v Gvatemali, pa tam so bili bolj indijanci še kot kristjani, ne. S tistim je bil nekaj zadovoljen. Ampak isti funkcionar, za katerega nikoli nismo zvedeli, je zarobantil, ker je takrat išla pri Mladinski knjigi ena kuharska knjiga, to še ni bil čas, ko bi kuharske knjige kar naprej izhajale, je bila lepa, na predpapirju je pa imela
predpapir je tisti list, ne, bilo spredi zadnji, je imela pa reprodukcijo Dürerja Rajski vrt s tistim grozno slavnim jabolkom, ki ga Eva ponuja. Da boste verjeli, trgali so en cel vikend, to so lepa predpapir so trgali. Se malo posmehnem, ne, seveda, ker zadeva sama je bila iz današnje optike benigna, ampak ko bi se stvari malo premaknile, ko bi se malo zmaknile, bi pa to lahko postali ne samo, da bi trgali liste, ampak da bi tudi komu trgali delovske knjižce in da bi šlo še tako dlje naprej, ne. No, to je bila ta anekdota z kislim smehom. Jaz sem se nanašal recimo tudi na to, da vi omenjate dejstvo, kaj s tem, da ste bili zelo občutljivi oziroma ste znali prisluhniti temu, da recimo nek prevajalec ponudil na svoje delo, ki ga bo on rad, ne, in da ste temu prisluhnili, da danes tega ni več, ne, da danes še ti pošleš eno delo, ker ti rad uredniku ponavadi niti ne odgovorite. Absolutno. Se ti niti ne javi in ga pač to ne zanima. To pa lahko povem brez samohvale, ker je eno tako mojih, bi rekel, življenjskih zadovoljstev. Prevajalci, ki so zdaj stari, tam med 50 in 60, recimo letošnja nagrajenka Suzana Koncult, Srečko Fišer, Štefan Weber, če se spomnim, Mojca Keranc, če se spomnim samo najbolj eminentnih, pa še koga sem pozabil, so praktično vsi začeli pri meni, ne. So prišli, sem prisluhnil in je bilo. Prišlo jih je pa tudi veliko, ki se potem niso več vrnili. Saj to ni bilo, to ni bila loterija, kjer vsak listek zadane. Zadev je vsak 5., 10. Ampak ja, saj je bil čas, saj smo imeli čas, saj se je bilo treba kaj pometi z ljudmi. Najboljše je bilo recimo tam, ko je bil človek 40 in 50. Takrat je imel še veliko stika s starejšimi generacijami, od Štiha in tako dalje, do tistih, ki so prihajali. Takrat si nekje, pri 40-ih, 50-ih si nekje na sred. Potem, ko odraščaš, je zmeraj več mlajših. In potem enkrat, ko zelo odrastaš z enimi od mlajših, nimaš več tovrstnih stikov. Drugač pa ja, saj v tem je bilo neko bogatstvo uredniškega poklica, da so, se vam rekel, da takrat, če ni bilo toliko seznama univerzalnih uspešnic, kot je zdaj, ko vam en časopis ali pa ena internetna stran diktira 20 naslovov, ki bojo naslednje leto prevedeni praktično vse evropske jezike. Takrat smo morali poizvedeti in tovrstni potencialni prevajalci so bili zelo koristni informatorji. Dobro, prediva na naslednje vprašanje, namreč na vaše prevajalske kriterije. Zdaj v teh knjigah, v katerih opisujete svoje bivanje v Provansi, Franciji, pač o tem domu za prevajalce, pišete o prevajanju, o problemih jezika, seveda o prevajalčevi svobodi, o nepredvidljivostih, ne vem, kakšnih frazeologemov, recimo pri Bretonu ali pa Kenoju, ne, v tej zizi, pač kako treba to predstaviti v slovenščini, ko se ne da dobesedno prevajati. Vendar me zanima nekaj, kar ste napisali v zvezi z prevajanjem Borgesa, ki pač prevajate tudi tam iz enega jezika, ki ni vaš primarni prevajalski jezik, ne, ste tudi se omenili. In potem pišete, ker Borges je pisal relativno stroge metrične oblike, ne, da ste se na mesto strogega predstavljanja njegovega metruma, rim in tako naprej odločili za literacijo. In pri tem navajate enega francoskega prevajalca, ki ste ga tudi konzultirali med prevodom, ki je samo, da bi se obdržal neko metrično obliko, nekatere verze, pa celo besede vstavljal noter, da se ne verze izmišljal. Obenem ste vi tudi prevajali seveda te gledališke Moliera, gledališke klasike in tako naprej, ki so pisani v klasični obliki. In tako da me zanima, kakšno je vaše stališče do tega. Zdaj, prevajalci našega kroga imamo tule Braneta, tudi jaz predvsej zagovarjam to stališče, zagovarjamo, ne, prevajanje, ki čim bolj skladno z izvirnikom, ne, in obenem tudi ohranja obliko izvirnika. Imamo tudi letošnjega oziroma lanskega Prešernovega nagrajenca, ki tudi piše tako zelo strogo metrične oblike, in se bo verjetno tudi s tem strinjal, potem mogoče bomo debate te spregovorili. Ker jaz tudi sam zagovarjam to stališče, ker recimo kaj sem, da nimamo en tak grostasen primer, ne. Jaz tudi ne vidim nobenega smisla, da bi v prevajanju recimo Homerja v prozi, ker 90% arhaike, ki je prisotna v Homerju,
je izražena ravno v metriki, pač v tej obliki, ne, homerskih pesnitev. Pri tem, po mojem, ne gre toliko za vprašanje jezika, ne, ker tiste muke, ki se vi popisovali, recimo pri prevajanju nadrealistov, Kenoja in tako naprej, so seveda iskanje teh metafor, ki so pač približki, ne, tistim francoskim in tako naprej. To seveda je tipično delo prevajalcev in tako naprej. Ampak se zastavlja, po mojem, vprašanje prevajanja je malo širše za našo kulturo, oziroma za slovensko leposlovje, zaradi tega, ker pri nas gre vedno pri prevajanju za eno širšo civilizacijsko izbiro, ne. Po eni strani je treba priznati, da ta prozni Homer, se pravi nek razarkarjeni ali razheroizirani, deheroizirani, pa zapr Homer je mogoče celo bolj sprejemljiv za našo razmehčano postmoderno zavest, ne, je bolj užiten od herojskega. Po drugi strani pa prevajanje pri nas je civilizacijsko vprašanje, po mojem, zaradi tega, ker je naša kultura v nekem pogledu bila skozi prevajalska in tako je nastajal tudi naš knjižni jezik. Ne, skozi prevajanja, ne, recimo, tudi moderni knjižni jezik, ne, prek prevajanja, kaj je s tem ameriških klasikov in tako naprej, se je tudi ustvarjala pač knjižna slovenščina. Tako da to vprašanje tudi zadeljeno na dva dela, me zanima tudi dve vprašanje. Kako gledate na to vprašanje stroge metrike in prevajanja oziroma spreminjanja tega in potem na našo, koliko je prevajanje prispevalo k naši kulturi oziroma oblikovalo našo leposlovno zavest? Ja, tukaj ste pravzaprav že vse povedali. Ne, pa ne ironiziram. Lahko tudi ironizirate. Ne, dejstvo je, da imamo na začetku naše pismenosti Trubarja in Dalmatina in dejstvo je, da so bili od Prešerna do Borisa Novaka, če ga vzamem, ker ima isti dan, rojsten dan kot Prešeren. Vsi dobri pesniki, tudi prevajalci. Ne? Tako da v tem sploh ne moramo diskutirati, da se je naš jezik in naša literatura soformirala na jeziku in da se je jezik odločilno oblikoval tudi v prevodih 19. in 20. stoletja, kjer recimo naša civilizacijska izkušnja tega ni doživela. Velikokrat sem rekel, da nam je Radojka Vrančič s svojimi prevodi Prusta pravzaprav postavlja en pariški meščanski salon, ki ga mi nikdar in vivo nismo imeli. Ne? To vam da dovolj pove. Kar se tiče pa forme, ja, jaz sem tudi del te tradicije, ki je pravzaprav pri nas do nedavnega edina, da če je izvirnik napisan v strogi formi, da je treba ga v strogi formi prevesti. Potem na stara leta sem si dovolil nekaj koncesij, da sem rekel, dobro je lahko v rimah, ampak mi bomo poskušali v sonancah, se pravi, sonanca je tisto, kar ima Prešeren v Torjaški Rozamundi in tam, da je A, A, E, ne, da ni rima konzonant in samoglasnik, ampak samo samoglasnik in to izrazito odpre polje možnosti kombiniranja rim oziroma stikov, zvočnih stikov. Ker problem, ki se dostikrat pojavlja, skoraj neizbežno se ponavlja, kadar hoče biti prevod, zdaj govorimo o pesmi ali pa o igri, o verzih, kadar hoče biti do kraja zvest, so kar številne opustitve ali pa nategovanja izvirnika ali pa kdaj kakšne besede, ki v recimo slovar v izvirnega pesnenja ne sodijo, da je veliko kompromisov na obe smeri. Trenutno mislim pa takole, mi smo prevedli že zelo veliko tujih klasikov. In zdaj ne bi bilo nič narobe, tudi če bi se kdaj pojavile izdaje tistih klasikov, ki so že prevedeni v kakšni drugačni, magari prozni obliki. Recimo, jaz kot urednik sem enkrat se spustil v to in to je Gorazd Kocijančič prevedel eno knjigo Rilkeja, da je najamla knjiga, eno knjigo Rilkeja. On je bil en redkih zagovornikov dobesednega prevajanja. Vem, da smo imeli enkrat eno okroglo mizo na književnih listih na Delu,
Boris Novak je tudi sodeloval in tam je bilo prav ne lepo je bilo, ko nas je bilo 6 na eni strani, Gorazd pa na drugi, ampak svojo neomajno trmo je tudi dosegel svoje, prepričal nas ni. Ne. Jaz sem mu takrat rekel, kot urednik v redu, da je toliko in toliko speval Iliade ali pa Odisejo v prozo, jaz ti to tiskam. Dobar je imel druge preokupacije. Ne, ampak sem mislil resno. In ene lepših izdaj, ki se jih spominjam, so celo z knjižnice, romanske knjižnice na Filozofski fakulteti, en izbor poezije Garcije Lorca, je tukaj le izvirnik, tukaj le je pesniški prevod, odzadje je pa v manjših črkah lep prozni prevod. Se pravi, vse 3 možnosti. Ne? Kar se tiče pa mojih dramskih prevodov, ja, tam sem pa, tukaj je šlo samo za Molière, 3 Molière, Ljudomrznih tartif pa Šole za žene. Tam sem pa poskusil tvarino zmehčati ravno s temi asonancami, čeprav je metrična osnova bila še zmeri stroga, je bil jamski 11-terec, včasih je bil stavila 2 zloga več, včasih 2 manj. En test je v nekem trenutku se zdel, da je čist posrečeno. Zdaj sicer moj mlajši kolega dela še en korak naprej in recimo sem videl Tartifa prevedel popolnoma v prozo, kar dober. Jaz bi imel raj, da bi igral moj prevod, ampak so naročili njemu. Verjetno pa tudi zato, ker mlajša generacija igralcev, žali Bog, zelo slabo govori verze. Bil sem, tega je pa že več kot 10 let, na prvi bralni vaji svojega prevoda Šole za žene v drami, kjer je bila igralska ekipa relativno mlada, recimo fantje in dekleta starosti mojih sinov. In niso znali prebrati in niso se pretolkli, čez sem jim rekel, osnova je Ovrba srečna, draga, vas domača. Tako boste te verze brali, ker so pač jamski 11-terci. Ja, vraga so se zataknili, tukaj so se zataknili tam in jaz, seveda, potem sem si rekel, namesto da bi se jezil, sem rekel, poglej se, moj sin bo, kako bi ponto bral, se treba jeziti na tiste, ki jih to niso naučili, ali pa na nas starše, ki tega niso povedali. Skratka, jaz mislim in žal iz dramske, iz gledaliških odrov itak izginja marsikaj, za čemer se nostalgično oziramo in medtem po moje izginja tudi govorica o kolikor toliko spodobnih verzih. In ko bo enkrat izginila, se bo seveda zelo težko, če sploh še kdaj vrnila na te odre. Je pa zanimivo, ne, jaz, ki sem se večino življenja ukvarjal s prevodi iz francoščine, v francoščini je pa ta nonšalantna praksa znana pa od nekdaj. Tam se pa praktično vse prevaja v prozo. Andrej Žid je prevod Hamleta, pa berete kot prozo. Ne. So pa to kočljive reči. Ravno ko sem prevajal, mislim, da Tartifa, enega od teh Molièrov, sem si vzel še tako za informacijo angleški prevod, ki je bil pa tudi narejen v prozi. In kaj se je zgodilo? V izvirniku so recimo 4 verzi, vsak po 12 slogov, kot ima pač Aleksandrinc. V angleškem prevodu je bilo kar nenadoma 6-7 vrstic. Ker je hotel prevajalec zdaj vse pojasniti in takrat se šele zaveš, da verz ima pa vendarle eno ekonomijo. Da tudi, če je Molière svoje verze malo štancev, ker je bila to takrat neka konvencija v 17. stoletju, da pišeš verze, namesto da pišeš prozo, ampak verz je na nek način tako zgoščen, da ko ga ti hočeš povedati v prozi, nenadoma moraš uporabiti toliko več besed. To je pravzaprav paradoksalno. Dobro, ker omenjate kočljivost, zdaj člaka tudi kočljivo vprašanje, predvsem za tiste, ki imajo. A lahko odložim? Zlasti, če bo kočljivo. V
Upam, da ne bi šlo tako, da bo pol boksarski, ki še tam položek, da ste se tega držili, da močala dol, v tem smislu. Torej, nadrealizem. Zdaj, pač vi ste izdali tole ontologijo Noč bliskov, mislim, da je po mojem edini, kot zdaj sklenjen prikaz nadrealizma, ontologija realizma, nadrealizma s predno besedo. Zdaj, jaz mislim, tudi imam to knjigo rad, sem jo bral pred mnogimi leti, potem sem jo spet, seveda, sem se pripravil na ta večer. Moram pa priznati, da čim bolj se staram med take umetniške struje, kot je nadrealizem, zbujajo vedno več vprašanj. Praviloma se meni, mogoče so pa se staram. Zdaj, avantgarde so praviloma meni simpatične, zato poskušajo vedno na tako presečeno, tako stagnacijo. Ampak, zdaj, če gledamo malo nadrealizem, da se osredotočimo na sam nadrealizem, nastane kot odpor, v bistvu vse avantgarde so take, zoper moderni racionalizem, kot upor proti racionalizem, vendar zaradi svojega imanentizma, pravzaprav, najde odgovor, ne vem, v avtomatizmih nezavednega, v tem, kar se danes v pogovorni slovenščini reče podzavest, oziroma nezavedno, bilo pravilno. In zdaj, v bistvu nadrealizem, in to velja tudi za dadaizem, recimo, tudi za druge avantgarde, za recimo imagizem in tako. Obravnava vedno enega tazga, se vtiskega vmesnega tazga, okrnjenega človeka. To je tudi posledica tega, da Breton je bil pač pred vojno, je bil pač v psihiatrični bolnici. Ne upošteva vseh stanj duha, recimo ekstatičnih, onkraj osebnostnih izkustv in tako naprej, in išče tudi absolutno svobodo, predvsem znotraj subjekta, ker seveda svoboda obstaja, ampak ne more biti absolutna. Zdaj, pozitivni potezi nadrealizma sta po mojem. Prvič to razumevanje kreacije kot enega takega avtonomnega, svobojalnega akta za samega pisatelja in tudi bralca, in potem ideja notranje revolucije. Vendar ostaja vse to skrčeno na ideje, kot je recimo avtomatizem pri pisavi, ki se sami pisali, avtomatizem je v bistvu nemogoč. Zato, ker sam jezik ima strukturo, ki jo moraš sprejeti, če hočeš pisati. In zdaj je daleč od tega, da bi to po mojem lahko prineslo notranje osvoboditev, pa celo spremenijo svet, ko so trdili sami nadrealisti. Zdaj, mene zanima, ker se knjiga začne s tem citatom Jožeta Javška, v katerem pišete tudi, da vam je blazno pomagal pri tem, da je pač imel zdaj knjige doma in pa imel ponudil dostop do svoje knjižnice, ali še vedno verjamete, da, kot je sam izjavil, da bi nadrealizem, če bi se pojavil pri nas nekako preobrazil našo kolektivno duševnost, zato ker bi nas osvobodil pač te nemške togosti, na katero smo privezani. Tako se pač vaša ontologija začne. Ja. Zadeva je šla leta 1974, tako da po 50-letnici manifesta. In jo je treba postaviti, če me že sprašujete, v tisti čas. Se to se vzdeljivo. Ja, da sem citiral na začetku Jaroška, takole mi je takrat malo si bilo očital. Nisem pa citiral samo Jaroška, tam je citiran en stavek iz posmrtnice časopisu Le Monde od smrti Andreja Bretona in en stavek Marka Rističa, srpskega nadrealista. Jarošek mi ni tako blazno pomagal, enkrat sem bil pa v njemu in me posodil dve knjigi, ene se še spomnim. Horizonte prvi od Aragona, ki je bil pa naklonjen ideji, ampak delno naj jo je povezal Uroš Krajger kot urednik Kondorja, ker naj bi prej enkrat Jarošek razlagal, da bo naredil to ontologijo, pa je seveda ni. No, in zakaj sem ga dal na začetek? Zato, ker je on edini v tistem trenutku, v začetku, v prvi polovici 70-ih let, bil na Slovenskem, nekdo, za katerega sem vedel, da je tukaj nadrealističnih stvari poznal in da je o njih v to smer pisal. Zdaj, vse te pompozne zadeve, da bo nadrealizem spremenil človeka in življenje, da bi nadrealizem spremenil slovensko literaturo, če bi ga imeli, je treba jemati cum grano salis. Ampak, če se mi spomnimo, kako so kasneje mnogi slovenski pesniki ali pa literarni zgodovinarji jadikovali, zakaj niso mogle Kosovelovi integrali izid leta 1924, kako bi spremenili slovensko literaturo, kar je bila ravno tako samo hipoteza a posteriori,
Ravno tako bi mi lahko rekli, če bi mi malo bolje poznali takratni nadrealizem, kakršen se je dogajal v Parizu, da lahko res ne bi bili tako zelo navezani samo na nemško literaturo, se pravi na ekspresionizem, se pravi na neke temne, zamolkle tone, ampak da bi lahko šli tudi v neko drugačno raziskovanje sveta in poezije sebe. Če se spomnimo usode Antona Podbevška, ki je sicer Človeka z bombami izdal že par let zatem, ko so bile pesmi napisane, in ki je naletel na tisto gromozansko obsodbo ali pa posmeh celo psihiatra Šerka, je bilo naše okolje res precej nepripravljeno na take radikalne posege. Ne vemo, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak recimo to, kar je napisal Javoršek in kar sem jaz natisnil in kar ste vi citirali, se mi zdi ena dobro, napol provokativno, ampak hkrati tudi čisto resno vprašanje o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Zakaj sem se pa jaz nadrealizma lotil? To je bilo pa splet okoliščin, ki so se, hvala Bogu, dobro iztekle. Imel sem primarjalno književnost in francoščino in profesor Lucver, ki vsako leto razpisal nekaj tistih klasičnih diplomskih nalog, Paul Verlaine pri Slovencih, Rainer Marija, Rilke pri Slovencih, to je recimo bral njihov grafenarod, ko smo se upisali, in nadrealizem pri Slovencih. In to sem seveda z veseljem pograbil, čeprav se je izkazalo odmevi nadrealizma pri Slovencih, niti ne nadrealizem, odmevi, kaj je po časopisih. Potem se je izkazalo, da je bilo tega minimalno in zadnji in drugi del diplomske naloge sem moral iz vsake vestičke narediti, tako da je sploh je bilo. Sem pa takrat res pregledal, kar je bilo dostopno. V Franciji pa, recimo to sem zdelo za diplomo 70-71, to knjigo sem pol delal 72-73, in takrat v Franciji nadrealizem še daleč ni bil kanonizirano gibanje. Kanonizacija je nastala po letu 74, po 50-letnici manifesta, tako da ogromno literature še sploh ni bilo ponatisnjene. Zdaj imamo vse. Potem, ko sem pa to naredil, pa kot nalašč, konc 70-ih, začetkov 80-ih, v žepnih knjigah, išla Nadja, v poeziji Galimar išla Magnetična polja. Prej bilo treba pa veliko postoriti. In tudi k Javoršku po drugi plati mi je pa pomagala pri še bolj kulturo Škrajger, Radojka Vrančič, ki sta bila prijatelja. Ampak tudi on ni imel toliko tega. Tako da takrat je obstajala ena še danes merodajna knjiga Histoire du surrealisme Maurica Nadoja, iz katere sem veliko črpal. Sicer sem bil pa kar, kako bi rekel, kot ste nekako priznavalno ugotovili, res prvi, ki sem se s tem ubadal in ki sem naredil. Tako sem enkrat premišljeval o prevodih, zdaj ne morem soditi. Prevodi so bili začetniški, to je bil moj prvi knjižni prevod. Se ob taki priložnosti se zmeri spoštovanja Uroša Krajgerja spomnim, ki mi je zaupal Zelencu ureditev ene prestižne knjige v Kondorju. Ampak recimo izbor tekstov, pol teoretičnih, pol literarnih, in tam je vse nekaj vmes, za na takšnem obsegu, kot me je bil takrat dovoljen, se mi zdi pa, da se mi je precej posrečil. Bilo zanimivo, Uroš je bil previden, je dal potem še par ljudem prebrati moj rokopis in profesorca francoske književnosti, ki sem jo sicer zelo cenil in ki me je par zelo dobrih nasvetov dala, je pa rekla, ja pa poslušajte, tovarš, Aleš, a ne bi morda prvega besedila pa vendar malo umaknili, pa nekaj bolj drugačnega dali na začetek. Ker prvo besedilo v tej knjigi je eno popolnoma odbito, kako dva hodita po latinski četrti in za neko žensko, ki se obrača in napol ne obrača in
potem jo srečata in spet zgubita, a en duh je naslov, ali kaj, potem srečata enega tretjega, Andreja Derena, ki pravi, ja, jaz sem jo videl, pa tam, skratka, na eni strani pa imate vso nadrealistično zmešnjavo 5., 6. okrožja v Parizu in vendar je bila knjiga posvečena nadrealizmu, ampak redna profesorca na filozofski fakulteti se je pa to zdelo se malo čuden, da bi vendarle morali malo drugače to narediti, da ne bi nadrealizem tudi takole buhnil. Ja, hoče reči, pamet je bila drugačno, ne? In zdaj, če rečem še nekaj, takrat se je tudi slovenska mlada poezija prebujala. Takrat so prve zbirke sta izdajala, recimo, Milan Jesek, Ivo Svetina, pa še kdo, Medved, Dekleva še mislim, da ne. In pri prevajanju mnoge rešitve sem si upal jaz narediti zato, ker je uporabil že Svetina v svoji bohotni metaforiki ali pa Milan. In čisto mogoče, da sem tudi jaz potem s temi svojimi prevodi, da je bila ena interakcija, da je prišlo v enem trenutku pravem toga. Tudi jaz, ko sem bral, recimo... Čim dlje nazaj gremo, tam bolj me spomin zanaša. Moramo nekati govor o preteklosti. Tudi Šalamon je recimo ogromno črpal pri nadrealizmu. Kdo? Šalamon tudi je zelo veliko. Ja, najbolj, ja. Pri nadrealizmu. Torej, dobro, ja, sam tudi to vprašanje sem tudi naražal na preteklost. Zdaj... Da, to ima kakšno v prihodnosti, ne? Pride. Zdaj, torej, gledališka kritika, ne? Zdaj, mene zanima nekaj. Bral sem naše gledališke kritike, so zelo dobre, zelo zanimive. Sem zelo odločil, da bom jaz malo se preizkusil v kakšni gledališki kritiki, zdaj je v prihodnost, to je prihodnost. Zdaj... Upam, da vam bo ta tam naklonjen. Sem teatraličen tip. Ampak, naravi. Zdaj, v spremni besedi tej knjigi Pogledi je zelo zanimivo, kako predelite, ne, tam nekaj pišete o tem, ima smisel sploh pisati gledališke kritike, to ponatiskovati in tako naprej, ampak potem je zelo zanimivo tale pristop, ki ga imate do pisanja gledališke kritike. Vi namreč postavite samega sebe kot ocenjevalca med poznavanje teksta in med pričakovanji, ne, tudi sem to tako razumel, ki ga to poznavanje teksta vzbuja, preden si greste predstavo ogledati na eni strani, na drugi pa seveda z odrsko realizacijo, kako je potem vidite, ki je režiserska, koreografska, kostumografska, scenografska, igralska in tako naprej. Ne. Zdaj, to je eno stališče, ki postavlja samega kritika v eno nenehno dinamiko, ne, in je od samoocenjevanja nenehni sopletenosti z tem uprizoritvenim dogajanjem, to se pozna tudi v vaših kritikah. Ne. Seveda predpostavlja temeljito poznavanje gledališč, kot ste napisali tudi leksikon v gledališču. Zdaj, zanimivo meni se zdi tole, ne, da tak pristop ponuja pri spremljanju predstave nešteto točk, ki omogočajo vstop v predstavo, da potem lahko kritika stave analizira in mene zanima, če beremo današnje kritike, ne, ali mislite, da se kaj mislite najprej seveda o tem pristopu, ko sem ga zdaj omenil, in a se to še vedno uporablja? Zato, ker vtis, ki ga imam je tale, da današnja gledališka kritika je uporablja skozi take ideološke vatle, ni sploh dinamična, se ne spreminja sam kritik glede na predstavo in pač besedilo, ki ga je prebral, in se uporablja vedno ideološki vatli za vse predstave. In kaj mislite o tem, kam gre, v katero smer gre gledališka kritika danes, ampak ne samo gledališka kritika, tudi pač gledališka umetnost, oziroma samo prizarjanje, ne to pisanje dramskih tekstov, pa kar pač politika gledališčno v današnji Sloveniji. Ja, moram reči, da je kar veliko. Zelo močno. To, kar ste rekli glede mojega pisanja, bi se zelo strinjal. Te točke različnih vstopov in neka posebna presvetljenost. Mislim, da je bila to tudi takrat značilnost moje in še prejšnje generacije. Prej je bila kritika zelo stroga, ne? Če vzamemo Koblarja, Vidmarja, to se je postavil in, kot bi rekel, Oton Zupančič delil rede. Ne? Mal je to že zmahčal, se mi je zdel, Vasja Predan, on je že prinesel nek človeški pogled, nek pogled individualnega gledalca. Še bolj je pa to prinesel Andrej Inkret. In moram reči, da sam
svoje pisanje o gledališču v marsičem dolgujem Andrejevemu vzgledu, tej njegovi dvojni poziciji in gledalca in hkrati informiranega gledalca in ocenjevalca, ki pa spet razen, kadar mi nujno ne reče, to je dobro, to je slabo, ampak to pove na drug način. Podobno je takrat tudi pisal prijatelj Jernej Novak, ki je šele pred kratkim izdal knjigo o gledaliških ocenah, iz katerih je to tudi zelo natančno mogoče razbrati. Mi smo bili vsi pravzaprav amaterji, mi smo vsi prišli iz primerjalne književnosti in so nas naključja potisnili v to, da smo začeli pisati gledališke kritike. Jaz sem jih zato, ker je drug komparativist, malo starejši od mene, Veno Taufer zbolel ali imel prometno nesrečo, kolega na radio pa so mene poslali v Novo Gorico, boš pa ti napisal. Skratka, tukaj v zadnji ni bilo nobene gledališke izobrazbe, oprosti, Mojca, dolgoletna delavka v gledališču in gledališkem muzeju. In pa smo se nekako znajdali, nekako utepali, nekako konfrontirali svoje videnje gledališča z resničnostjo, ki je bila na odru. Če zdaj pogledam nazaj, bi kvečemu rekel, da sem bil, zase naj govorim, včasih prestrog, da mi ne bi bilo treba tako strog. Da je pač to tisti privilegij mladosti, ko se ti kar zamal zdi, da bo na odru eden takole mal skoraj da šmeril, te pa to hotel. V tistem obdobju je bil neprimerno bolj toleranten, je bil Vasja Predan. Smo se včasih prav čudili, kako je on lahko kaj tako prijaznega napisal, ampak je v bistvu, on tudi ni zelo pohvalil, ampak je prijazno zavrnil. Mi smo pa šli s kanoni na to. Se pravi, hočem reči, ene teorije ni bilo od zadnje niti slučajno, vsaj zase moram to reči. Andrejo je pol že malo več imel. Pol, ko je pa največ teorije obvladal, enkrat je pa nehal pisati gledališko kritiko, kar se dosti krat zgodi. Jernej, ne vem, zakaj jo je nehal pisati, jaz sem jo nehal pisati, ker se mi zdel, da preveč uporabljam istih besed, da iste vatle. Gledališče se zelo hitro menjuje. Poetike se hitreje menjujejo kot v literaturi. Tvoja pamet in tvoj neka senzibilnost se pa ne menjuje tako hitro in potem ali moraš golfati pa hvaliti, ali moraš pa kar naprej biti entečen staruha in nobena od teh pozicij ni prav simpatična. Zato potem odnehujemo v najboljših letih. Kako je pa zdaj pa težko govoriti? Predvsem je zdaj neprimerno manj prostora za gledališko kritiko, to je včasih prav sramotno. Tisti majhni kotički v dnevnem časopisju in tiste zvezdice ali bombončki ali kaj nad oceno. Mi smo imeli neomejeno, jaz se spomnim, enkrat je bila nekaj imenitna predstava Pera Ginta v drami, Slobodan Vukovski je režiral, jaz sem natipkal, v tistih časih smo še tipkali, 8 strani. Urednik se je pokrižal, ampak počakati je bilo treba 2 dni. En del ocene je šel v zelo drobnem tisku, ampak cela je bila objavljena. Kje bi bilo to danes mogoče? Danes imajo toliko vrstic pa zdravo. Res pa je, kar sami pravite, kar tudi mi starejši malo pogodrnamo med nami, ne javno, da mlajša gledališka kritika, zlasti zadnja leta in zlasti ženska, postaja ideološka. Tam pa, če ni zdaj nekaj čisto v redu z ženskim vprašanjem, ali ono in tretje, je predstava za nič. In ni več estetskih kriterijev. Tega mislim, da v naših časih ni bilo. Da bi zdaj ideologija Bilo je morda v prejšnjih časih, seveda, Potrčevi krefli so morali biti pozitivni. V naših časih smo se trudili za neko estetsko doživetje, za doživetje na pač odrske resničnosti, ki ti je po estetski plati nekaj dala. Zdaj pa to, jaz moram reči, ker tudi
malo zato, ker ne živim v Ljubljani, malo pa zato, ker me gledališče ne zanima več tako zelo, ne hodim kaj dosti, ampak kakor kdaj slišim, pa kar pa res preberem, ta ideologizacija kritike je popolnoma neperspektivna, ker kam če pa to pripeljati, oziroma obrača se potem, kakor se obrača ideologija. Kritik ni avtonomen, če predstavi očita, da ni izpostavlja ženskega vprašanja. Kritik v tem primeru govori v imenu neke ideologije ali pa svojega prepričanja. Hvala. Torej, pridiva zdaj na vaše leposlovno, mislim, literarno ustvarjanje. Maj preskakujemo. Prav, to bomo hitro upravili. Vprašanje je tako, se ga poznate. Tako je. Zdaj, jaz sem prebral vaše kratke zgodbe in zdi se mi, da v njih prevladuje v glavnem en motiv. Vse ne vseh, ne, ampak v glavnem en motiv. Ne. In sicer erotizem v tisti inačici, ki jo recimo Janko Kos imenuje pri analizi recimo Prešernovega pesniškega razvoja spolna ljubezen. On ima to dihotemijo našega duhovnega razvoja, namreč na eni strani je svobodomiselstvo, na drugi strani je pač krščansko obarvana literatura, ki ima svojo metafiziko, svobodomiselstvo ima svojo metafiziko v spolni ljubezni, ki potem prevede do tragike in tako naprej. Zdaj, in ima to za eno od arhetipov naše duhovne svobode. Zdaj, pri vas se pa to, kar Janko Kos imenuje v svoji literarni teoriji oziroma zgodovini, spolna ljubezen oziroma ta metafizika svobodomiselstva, se to kaže v neki specifični podobi. In sicer, kot je tako zakonolom, prevladuje zakonolomsko razmerje. Ali pa zakonolomska avantura. Zdaj, potem seveda so tudi ženske, ki nastopajo v tem, tudi ta Adriana Belc, recimo, ki je pa ženska. Ampak dejansko, meni se zdi, da ključni liki so v glavnem pretežno moški, ki živijo na tako zelo rutinsko življenje, srednjeslojsko seveda, ne, ko jih doleti zakonolom, ali si ga želijo, ali to zgodbe so pač različne, ker tudi nastopajo različne osebe, ne, si izberejo en tak dogodek, ki naj bi pomenil vrhunec tega doživetja, se naj temeljito pripravijo, potem temu sledi ena vse splošna polomija in vse skupaj zveni komično, groteskno in tako naprej. Ne. In jaz bi to imenoval, zdaj, glede na vaša besedila, da v nekem pogledu samo ironizirate to spolno ljubezen, tak občutek imam jaz. No. Zdaj, vse te priprave, ne vem, kupujejo neke posebne pijače, pa cigarete, pa ustvarjajo neko posebno vzdušje za neko srečanje, do katerega ne pride nikoli in tako dalje, ne, so tako temeljite, da tudi če bi prišlo do srečnega izida, ne bi mogel praviči take priprav. Tudi če bi se dobro končalo, erotično doživetje, ne skladne samim erotičnim doživetjem. In zdaj, mene zanima tole, tile ljudje dajo tak vtis, kot da bi si prizadevali ustvariti nek drug idealen svet, v katerem ne bi bilo pritlehnosti njihovega rutinskega sveta, pa potem se skaže, da te idealni svet iluzija, tega sveta pravzaprav ni. In zanima me, kako gledate na ta prav motiv spolne ljubezni kot presežkov srdanjosti v naši literaturi, v svoji literaturi in v zvezi s tem, kar sem jaz zdaj povedal. Ja. Malo spominjam na Urija Elena, ker recimo skosma ene take psihodrame med ljudmi in tako naprej, ker ne pride do velikih rezultatov. In jaz sem tudi gledal njegove filme, potem nekaj sem se naveličal gledati, sem rekel, pa zdaj so skozi iste zgodbe, vse enako. Potem sem se pregovarjal intervju z njim, ker rekel, ki ga je vprašal en novinar isto. In je rekel, veste, zakaj jaz to delam? Zaradi tega, ker živim v državi med ljudmi, ki se ustvarjajo ene pač totalne fiktivne probleme, ki se ne znajo zastavljati temeljnih vprašanj in jaz pač prikazujem svoj svet. In se mi zdi, da nekaj zelo podobnega v tehle. A moje knjige so vse prebrali. Sem se rekel, da potem so odstopanje. Jaz sam 12 zgodb. Ja. Jaz še po pravic povem, popolnoma nič se ne odrekam, ne zdi se mi pa kakšno centralno dejanje v mojem življenju. Potem sem napisal eno knjigo, ki je že šla in ena, ki bo čez mesec, dva, ki jo imam za bolj važni, povzetki, pa zdaj bojo ena knjiga z naslovom Vicmacher. Tisti so pa bile neke vaje, neke, seveda morda tudi neke obračunavanja samim sabo, svojimi
kdaj polomi ali pa s kakšnimi svojimi fantazmi in vsa omejena na določen tudi obseg, vsa seveda s koncem, ki se ne izteče. Čeprav zdaj vprašanje, ko pravite, tudi če bi se dobro iztekli, če bi se srečno iztekli, se pravi, če bi dva, ki hočeta skočiti čez plot, prišla skupaj, kdo pa jamči, da je to srečen konc? Lahko bi bilo pa še dvakrat bolj komplicirano. Lahko, da se njima jaz prizanesil s tem srečanjem, ko ga kot pisatelj nisem dopustil. Ne, tam je šlo za to, takrat sem živel na Gorenjskem, vsak dan sem se gor pa dol vozil z avtom ali pa z vlakom in sem mal tuhtal in napredal in ko sem domov prišel, se je zgodbica začela razpletati in sem jo pač potem po svoje zašpilil. Hkrati sva pa v istem času delala s prijateljem Goranom Šmidom antologijo slovenske erotične kratke proze za beletrino in sicer on do začetka ali konca druge vojne, jaz pa kasneje, tako da sem bil v kontaktu tudi z vsem tem materialom. Knjigica sama je pravzaprav nastala tako, da sem par zgodbic poslal kolegu, študijskemu in prijatelju Andreju Barvarju, ki je bil takrat urednik, še mislim, da na obzorih, in je rekel, ja, daj še kaj napiš, bomo tiskali, tako da sem potem do konca spravil. In je imela tudi takrat nekaj odmeva. Bolj bi mislil zato, ker jo je napisal en relativno pač poznan človek, javna oseba, če bi bila to prvenec enega popolnega anonimusa, dvomim, da bi na tak odmev naletela. To je pač, ne vem, ali privilegij, ali pač spregledavalni pojav tega, če si že posebej v kulturi, da rečejo Madonca, če je pa toliko dobrih romanov prevedel, pa poezije se pa ne more slabo pisati, pa se pa samo dela, da slabo piše. Torej, naslednje vprašanje bo posvetila Vitomilu Zupanu, ki ga pač opisujete v svojih spominih, se ga spominjate kot nekoliko, saj ne bo samo spominsko, no? Malo kontroverznega, obenem milega človeka, malo robatega in tako naprej. Potem v njem ste izdali seveda zbornik. Zdaj, ne nadeva seveda vaš pogled na njegovo ustvarjanje. Dan danes, tudi pred kratkim, pred pol leta približno, so se pojavili nekateri zapisi izpod peresa raznih kritikov, ki postavljajo celo Vitomila Zupana kot taka vrste arhetip sodobnega slovenskega proznega pisanja. Recimo, Mitja Čander mu je zapel nekaj javnih panegirikov, češ da pač bi se morali bolj držati pač njegove zapuščine, da bi pisali bolj svobodno in tako naprej. Zdaj, v tem vašem zborniku, svoj študij, spet Janko Kozga, bom spet naredil, me zelo ljub, predeljuje seveda Vitomila Zupana, s tem precej strinjam, kot temeljno razpoznavno prvino njegovega pisanja vsestranski vitalizem. Zdaj, z vitalizmom vemo, kako je, kaj je slej, ko prej trči in kaj ga ne sposobi. Zdaj, zaradi tega jaz mislim, da je vitalizem vedno tako slepilo, beg pred neizbežnostjo in v nekem pogledu zaradi tega oblika modernega nihilizma. Zdaj, po drugi strani me zanima, kaj vi mislite, ali drži, da je pisanje Vitomila Zupana tako globoko zaoralo v našo, ustvarjalno nezavedno, pravzaprav naših sodobnih avtorjev, ker je veliko bolj prisoten, ne vem, od Cankarja, po mojem, od Pregla. Predvsem en avtor, ki je popolnoma izginil iz naše kulturne zavesti, je Pregl, ki je odličen pisatelj. Mene Vitomil Zupan malo spominja na Hemingwaya po svoje, sam Hemingway je imel veliko bolj globlji občutek za človeško tragiko, po mojem. Zdaj, glede njega, jaz ga ocenjujem predvsem takole, meni se zdi pisateljsko spreten, nekaj zelo dobrih knjig je napisal o misteriju človeka, o človekovi vrženosti v svet, ker bi se rekel malo bolj filozofsko pa Vitomil Zupan ni povedal veliko, Je pa seveda res, da v primerjavi z njegovimi sodobnimi današnjimi epigoni, bo človek poguma, bil v zaporu, na lastni koži izkusil mejne človeške položaje, ki se pač sklicujejo na en sveda tega ne doživljajo. Zdaj me zanima, če res tudi vi se strinjate s tem, da je njegova zapuščina taka, da jo treba ponovno živeti in da je tako močna med nami, predvsem na področju proznega pisanja. Ker veliko ljudi navaja kot svojega učitelja, obihovalca.
No, jaz mislim, da ni nobenega dvoma, da je iz druge polovice prejšnjega stoletja to najbolj markantna figura, ne? Po človeški in deloma tudi po umetniški plati. Da ljudje takoj po smrti prestopijo med klasike, to se zgodi redkim. Večina jih po smrti ustvarjalcev žal ugasne in čaka tistih 20-30 let, da bojo prišli ven ali ne. Pri nas, če se prav spominjam, sta to samo dva in to je Vitomil in Lojze Kovačič, seveda, ne. Sam sem pred leti, ko smo delali album njegove stoletnice, nekaj njegovih romanov ponovno prebral. Zdaj, seveda, druga branja so zmeraj drugačna, ne. Včasih to človek bolj preleti, če ni ravno literarni zgodovinar, ker jaz nisem, ne. Ampak moram reči, da večina me jih je še zmeraj prevzela, komedija, da o Menuetu ne govorim. Celo Vrata iz meglenega mesta, njegova prva knjiga, ki je bila natisnjena, ne prva, ki je bila napisana. Tisto predvojno vzdušje Trnovega in ono in tretje. Poleg tega pa seveda ta človeška usoda, ki je nenavadna, ki je tragična, tako rekoč do konca. Se umrl je sam in zapuščen, tako rekoč, ne rečem, imel dva sinova, ki sta lepo skrbela za, ampak na nek način zapuščen, po drugi plati cenjen. In paradoks je bil pa to, da njega seveda nobena stran ni marala. Za partizane in poznejšo oblast je bil preveč neprilagojen in tako naprej. Za desnico, pogojno rečeno, je bil pač preveč trmast partizan, ker partizan je bil pa do zadnjega. Se šel v partizanski uniformi na Perjevčev pogreb, na častno stražo. Tako da je bil resnično nek svobodni, prosti strelec, neverjetno izobražen. Milo so se pogovarjali o rečeh, ki jih je on predvojno bral, da sem jaz debelo gledal, je bral v Izverniku Potovanje na konec noči Celinova in take reči. Take reči, ki so bile po njegovi koži ustrojene. Seveda se pa potem hočeš nočeš in sam, mislim, ni nič aktivno hotel prispevati k temu, spleta okrog vrsta legend, ki so med rumenim tiskom, kleveto in tako naprej. Mislim pa, da kot pisatelj z nekaj romani, dobro, bil je tudi dramatik, ne uprizarjajo več, ampak kaj pa se še dosti uprizarja. Bil je scenarist, bil je avtor prve TV igre, tako naprej, posod je nekaj delov, ne. In tudi, kot pravim, ko sem bral, če se zdaj kakšni nanj sklicujejo, jaz sicer nisem nikogar slišal, ki bi se drzno, eksplicitno sklicevati nanj, ampak morda mislim, kdo bi se lahko skliceval, je velika razlika seveda najprej v čisti individualni izkušnji, ker Vitomil je res preživel vraga in pol, konec koncev je bil politični zapornik z najdaljšim stažem v prejšnji državi. Po drugi strani je pa nad temi morebitnimi sklicevalci nanj jezikovno, visoko, mojstrsko. On na videz piše pišmeuhovsko, piše kot mu to, ampak stavki držijo skupaj, stavki imajo nek bogato leksiko, mislim, česar pri teh, recimo, posnemovalcih, ali pa rečemo epigonih, ali pa to, seveda ni, ne, ampak je bolj, ko tisto bereš, je pa bolj, kot bi hodil po eni hudi makadamski cesti s kolesom, pa bi te vse takole tresali. Ja, tako da mislim, da od teh, ki smo jih mi takrat cenili in se veselili njihovih socialnih uspehov, ko je dobil Vitomil Zupan veliko Prešernovo nagrado, to smo mi bili tako veseli, ker se nam je zdelo, mislim, naša generacija, že nova revijaška takrat in tako naprej, mi smo bili tako veseli,
da smo mi nekaj dobili, da je dobil nekdo, ki pa res zaslužki, ki je pri tem, da on sam ni bil nikdar niti malo oponent, to je hec, on ni nikdar kaj dosti čez državo, da bi bil kaj, da bi imel drugo stranko, da bi kaj čez državo govoril. Njega je v opozicijo pravzaprav režim pahnil s tem, da ga je zaprl na podlagi nebuloznih obtožb, med katerimi pa ni bilo kakšno politično rovarjenje. No, hočem reči, bil je hkrati, ne da bi hotel in tudi ne da bi to takrat na kakšen prapor obešal, bil je tudi nek simbol premikov v družbeni, da je lahko Levitan izšel. Tam je imel, moram priznati, tudi Tone Pavček kar nekaj zaslug, je imel nekaj korajže pri Cankarjevi založbi, da oba ta romana skozi spravil, Menuet in potem še Levitana. Lojze Kovačič je živel bolj zatišno, seveda, on je bil cel življenje v tistem pionirskem domu, on komi da je šel kdaj iz hiše, enkrat smo šli skupaj, niti ni vedel, ali so še dinari, ali je kaj drugega. Ne, rešale, on je bil, Vitomir pa razen na koncu, ko je težko hodil, pa vse veste, je pol sveta v jadru. Skratka, ja, jaz mislim, da ja, ne bom zdaj mogel soditi, s čim bo obstal. Huder je, ker je toliko napisal, on ima še tam v zapuščini nekih filozofskih spisov, da kile. Huder je, ker dokler bojo zbrana dela izhajala tako, da bojo opera omnia, tako se pravi, da bo res, se ne bo živ kar stupal, da zupana zbrana dela, ker bi bilo ga več kot Cankarja tam, ne. Ko se bo pa koncept spremenil, da bo nekdo sprejel to odločitev, da bo rekel, teh 5-6 knjig je njegovih najboljših, druge bomo dali pa na splet, pa tako naprej, je pa Zupan med prvimi, ki bo prišel. Dobro, omenili ste novo reljaštvo oziroma novo reljaško gibanje in zdaj zadnje vprašanje bova pač posvetila namreč novi reviji. Zdaj, vi ste bili tudi med ustanovitelji tega gibanja, tule med nami imamo kar nekaj ljudi, ki so delovali pri novi reviji, danes zvečer, ne. Zdaj, in to vprašanje ima tako postalo, pač imamo glavne goste z vaše generacije, tako, in tudi drugi so sodelovali, tako da je postalo malo standardno pri nas. Zdaj me zanima, kakšen je, mislite, da je delež, so malo standardno vprašanja, delež nove revije pri slovenski osuverenitvi, kakšni so sledovi tega gibanja v našem času in predvsem, katere so bile po vašem mnenju idejne osnove, na katerih je bila osnovana nova revija in kako so se ustvarile med ljudmi, so ustvarile te idejne osnove, pravzaprav tisto, čemu na množični ravni potem bi lahko rekli potreba po spremembi. Zdaj, moje mnenje je to, da pod novo revijo, to slovensko pomlado počasno bi bilo treba potegniti črto, ugotoviti, kaj on ima še takega, da je bilo vredno ohraniti. Ker nova revija ima še eno potezo naše duhovne ali pa kulturne zgodovine, namreč je mogoče, zdaj, če gledamo iz našega stališča zadnje gibanje, kjer so slovenski intelektualci in umetniki odigrali vodilno vlogo. Zdaj ponovno, kakor v najmračnejših letih naše zgodovine, prevladujejo politični tehnokrati spet in ideologi, mislim, ki nimajo niti ideologije, da danes pravzaprav, skratka pragmatiki, strankokracije in tako dalje. In to v bistvu nekateri dogodki v naši javnosti skar naprej alarmantno tako opozarjajo, da imamo vtis, da ti slovenski politični kadri in finančni pragmatiki niso kos velikim duhovnim vprašanjem, s katerim se sooča naš svet, naša Evropa in tudi Slovenija in tako naprej. Sam mislim, da je zelo vedno bolj pereče vprašanje identitete, pač to je pač moj refren, se nanašam toliko niti na nacionalno identiteto, ampak na identiteto nasploh, v tej dobi dekonstrukcije subjekta, dvoma o tem, a subjekt sploh obstaja in tako naprej, ki so tudi temeljeni. Glede na našem načinu razmišljanja, je to nekaj, čem je treba opraviti refleksijo. Jaz imam vtis, da se povrnem na nacionalno identiteto, da je pomovanje naše nacionalne identitete absolutno zastarelo dan danes in da bi morali intelektualci zbrskati iz našega celotnega konteksta, naše duhovne zgodbe, neke elemente za sestavo nekega novega pogleda na nacionalno identiteto. In jaz mislim, da v bistvu to referensko sklicevanje ali na novo revijo ali pa na slovensko pomlad v bistvu postaja vedno bolj anahronistično. Tako da
po mojem treba te stvari, zdaj me zanima, kaj mislite o tem, kako se doživljajo tisti čas in tudi predvsem, kaj mislite o tem zdaj. Jaz se lahko strinjam, da je sklicevanje anahronistično in v tem primeru ni potrebe, da se pogovarjamo o tem. Če vas pa zanima, kako je bilo, tukaj smo trije, Peter pa Boris, ki se je začel... Pa tu zadnji urednik, to dobro je. Pa zadnji urednik, sam takrat nismo imeli več stikov, pa takrat so bili časi čisto drugačni, v prosti brane, to se bo strinjal. So bili časi čisto drugačni kot leta 80, ali pa še morda malo prej. No, sam bi zdaj rekel in ne bom predolgo memoriziral, ker to se zdi meni tudi malo neplodno, da na začetku je bila izrazita želja in volja po demokraciji in izpostavljanje tudi samega sebe v imenu neke demokracije, v imenu drugačne demokracije, v imenu demokracije, ki je takratna zveza komunistov ni dopuščala, ne v Sloveniji, ne drugod po Jugoslaviji, da takrat ideja o samostojni državi tja do leta 85, vsaj zase bi rekel, še ni bila tako aktualna ali pa sploh ne. Mi smo podpisovali 100 peticij za ljudi v drugih delih države, od Parage, Šešla, Gotovca in to. In podpisovali smo, prosim, to pa moram kdaj reči, da odčrtam to razliko med današnjim anonimnim psovaštvom in takratno vendarle izpostavljanje. Mi nismo samo podpisovali Aleš Berger, ampak Aleš Berger, Zelena pot 9 Ljubljana. Vsak je svoj naslov podpisal. K meni so dvakrat, k meni ni bilo doma, prišli eni ljudje, žena niti ni vedela povedati, kaj. Hočem reči, morda bilo prostodušno, morda je bilo to. V zadnje je bila pa saj pri nas, v reviji je bilo od začetka že, bi jaz dejal, nekako dve polji, ne da bi imeli kakšne kontroverze, ampak eno je bilo bolj literarno, drugo je bilo bolj politično in jaz sem se spadal med bolj literarno in mislim, da Peter tudi. Tako da o tem, koliko je danes relevantno in koliko je k osamosvojitvi Slovenije Nova revija pomagala in ne bom jaz zdaj se tukaj pametnega delo in vam to razlagal, to se da prebrati že na desetine interpretacij in pogledov in marsikateri od tistih ima prav, marsikdaj me zaboli, ko se omenja samo Mladina pa Radio Študent pa Novo revijo ignorira. Kdaj drugič se mi morda zdi malo pretirano, če kakšen zanesenjak govori samo o Novi reviji, ampak moram reči, da je to dosti bolj redko. Bolj so, kako bi rekel, pogosti primeri, da se delež revije omalovažuje. Res pa je, če vi pogledate seznam podpisnikov za zahtevo po ustanovitvi Nove revije in kasneje seznam sodelavcev skozi par letnikov Nove revije, da je tam bila neke vrste elita slovenske duhovnosti zbrana. Tega ne more noben tajiti. Kdaj se je pa ta želja oziroma zahteva oziroma nujna potreba po demokratizaciji pa pretočila v željo in idejo po samostojni državi, o tem vam pa jaz, če sem pošten, ne znam določno povedati. Bili so pa lepi časi. Aragon, o katerem sva govorila v zvezi z nadrealizmom, ki se je tudi potem razšel z nadrealizmom, ker je postal goreč partic, je napisal en vers, na začetku je bilo vse bistro kot studenčnica. In tako se tudi jaz spominjam našega leta 81, 82, ko smo revijo ustanovili. Dobro, zdaj vidimo na debato, imamo kakšno vprašanje.
zdaj jaz samo, tako je Boris, kolega Andrej sem mu ponudil, da prinesem kakšno pijačo, pa je rekel, ni treba več kot 3 litre, ker tle sem kol več kot 3 litre ne spije. Ja, nisem vedel, da bo tako, da bomo sami, ne? In sem prinesel res 3 litre briškega Merlota, prej sem ga pa vprašal, ali tako malo ljudi pride, ali delajo tle čudež pri Kani Galilei. In zdaj bo zgleda treba narediti drugo. Boris, si ti hotel nekaj reči? Jaz sem hotel povedati nekaj verzološkega v zvezi s tvojim prevajanjem, zato da ne bi izvenelo, da si ti moderniziral zgolj prevajanje, bi opozoril recimo na to, da si pravzaprav Lorco v skladu s Prešernovim modelom prevajanja španskih romanc ti vzpostavil. Da je prvi prevajalec Lorke Jože Udovič, ki je seveda... Da, pa še Gradnih prej. Pa Gradnih prej, ampak tukaj pri Udoviču, recimo, ki je formiral ali pa vplival na generacije pesniške ljubiteljev poezije s svojimi prevodi Lorke, ki so bili izjemno priljubljeni, je pravzaprav Lorco in romance prevajal kot prosti vers. In na ta način smo mi dolgo poznali Lorco. In da je tvoj potem prevod te zbirke ciganske romansero Hitano, pravzaprav se šele vrnil k Prešernovemu modelu. Vprašanje, zakaj Udovič to tako prevajal, možno zato, ker je v 50-60 letih bila neka zahteva dokončne modernizacije slovenske poezije, da se uveljavi dokončno prosti vers. Vendar seveda je primerjava teh dveh prevodov seveda kaže, da je spoštovanje trokejskega osmerca in španskih asonanc seveda prispevalo k neki gostoti, lepoti jezika, tudi v pesniškem smislu. Tako da, to je recimo ena zadeva. Jaz sem malo lehlel, v Lorco so pa stisnil. Tisto, kar pa je seveda Aleksandrinc, je pa vprašanje, ki je izjemno kompleksno. Jaz sam napisal 1000 Aleksandrincev rimanih, ga imam izjemno rad, ampak z Aleksandrincem je velik problem, že seveda predvsem v francoščini, ker gre za vers, ki pravzaprav določi na odru ne samo mimiko, gestikulacijo in seveda izgovorjavo verzov, ampak celo mizansceno. In v določeni meri se to potem pozna tudi pri prevodih. Zato seveda sem ob vsej svoji ljubezni do Aleksandrinca razumel, da si ti ga poskušal modernizirati in pravzaprav zasidrati v nekem drugačnem, bolj sodobnem jeziku. Ampak to so seveda zelo kompleksna vprašanja, tako da ne bi utrujal zdaj. Res je še to, ko ga recimo Aleksandrinc na odru, ko gledaš francosko gledališče, ko igra Molière ali pa Corneille, se ti zdi normalno in tudi spraviš to, ko pa v slovenščini nekdo govoril zelo stroge Aleksandrince, bo pa tako, kot ti rečeš, bo pa še korakal v njihovem ritmu, levo, desno. Čeprav pred mnogimi leti se pa spomnim filma Cyrano de Bergerac, kjer je igral Gérard Depardieu. To je sicer kasnejša igra, ampak v neoporečnih Aleksandrincih napisana. Tam je bilo pa tako moderno to izgovarjano in mizanscena v filmu, da si imel občutek skoraj, kot bi prozo govoril. Se pravi, se tudi da. Seveda se da. Ok, hvala. Če pa še vprašanje, sem zaključila, bo odpušila. Še vprašanje. Privilegij seniornosti mi dovoljuje, da gremo v prazgodovino. Mi pa so leta 1955 nastopila v eni igri, ne vem, avtorja in Čehije še zdaj igrajo na Reki, pa dvojezično, Domiluki in Videc. Bil sem glavno vlogo zahvaljujoč dobremu spominu, ti si bil pa zvezda, igralska. Ali si ti kasneje, prej si rekel, teater me pol več ni zanimal, kako že, ali si vmes
tudi razmišljal o kakšnem drugem približevanju teatru skozi ta talent, ki ga imaš? Tole, kar je zdaj omenil, moj davni sošolec, Trulski Igor, je ena stvar, ki jo sem na kratko omenil tudi v tej knjigi, ki bo zdaj šla in ki meni deluje popolnoma binijelovsko. On pravi, da sva igrala v tej igri in da sem jaz bil ta in ta vloga in da smo igrali v mestnem gledališču in tudi v drami. Jaz se spominjam, da smo igrali nekje drugje, ker je bil oder, ker je zdajšnja kinoteka. Zadnjič srečam v Radovci Vladimirja Frantarja, ki je tudi moja generacija. On pravi, midva sva pa v eni igri igrala, ker sem bil jaz tvoja mama. Skratka, vse je kot v enih, ne morečih, ampak takih popolnoma odbitih, binijelovskih sanjah. Ja, seveda, to, ko pa praviš, tako da tistega se res ne spomnim. Spomnim se naslova Dolginda Veluhin videc, to pa Košust, to se pa spomnim. Seveda me je, moram priznati, na koncu srednjih letih gimnazije vleklo tudi na igralsko. Se smo vsake recitirali po gimnaziji, pa mislili, da bomo šli na igralsko. Ampak pa mi je prijatelj Nec na sreč povedal, da obstaja primerjalna književnost. S prijateljem Marjanom smo pa skupaj omahovala med slavistiko in jusom. In se je on pametno odločil za jus, čeprav bi na slavistiki tudi kaj bil. Potem pa ja, potem so pa bile ne dvakrat, trikrat, ko sem bil na založbi neke. Takrat so bile kar naprej kakšne krize po gledališčih in ker sem jaz par let že napisal kakšno gledališko oceno, od kjer prišlo vabilo, če bi šel v gledališče za kakšnega umetniškega vodja, ampak sem se smeri tega hvaležno obranil. Čeprav enkrat je bilo resno, enkrat nas je pa klical celo Dušan Šinikoj. Matjaž Kmecer je bil pa kriv, ker je mene predlagal in me je vlekel k Šinigoju, ki me je 1 uro masiral, da naj postanem umetniški vodja v drami. Jaz sem mu pa rekel, sem tam dobro začel v založbi. Pa rekel, Šinigoj, se boste tam v hladni senčici valali nekaj tazga. Grob je bil skratka, ne. Jaz sem pa rekel, založništvo je po tistem in tistem odloku dejavnost posebnega družbenega pomena. Kmecer je takole pogledal, potem smo šli pa domov. Zraven mene je bil pa en še pokojnik, ki je bil pa namenjen za direktorja Šentjakobskega gledališča. Ne, direktorja drame. On pa zato, ker je nekaj delal v Šentjakobu, ne vem, ni po odrudu, nekaj bil v Šentjakobu. On se je tudi nekako izmuznil. In pa sva šla skupaj v en lokal in sva tam ljudeci vina naročila in je on rekel, ja, dobro sva se zmazala, ne. Sem jaz rekel, zelo dobro. In on rekel, sam veste, zdaj nas bojo še po partijski liniji pritisnili. Sem jaz rekel, mene ne. Pa njega tudi niso toliko, da bi pol direktor pustil. Takrat je bila Šinigoj se je 1 uro vzel, pa je hotel 2 nastaviti, da boste rešili. Ko so takrat urejali kadrovske težave v osrednjih institucijah. Vprašanje? Ne. Odlično. Krajši aplavz, prosim.